Folks, please keep your hands and arms inside the John Denver Experience at all times. And I said to stand down and look to the left and anytime to the right of John Denver Experience. Have fun. What did he say? Folks, also sorry for the way out. Thanks for joining John Denver Experience. Zanimiva konsolidacija Bitcoina, altcoini pa očitno še vedno na mestu. No ja, vsaj večinoma. Lep pozdrav, z vami sem Explicit in v tokratni epizodi se bomo posvetili predvsem temu, kako zelo pomembno je, da imaš pripravljenih več planov pri trgovanju oziroma scenarijev. En trader je zelo lepo rekel, če imaš en plan, potem ne tradaš, ampak gamblaš. Zato je moj sistem tudi tak, da si pripravim bearish in bullish scenarij in potem skozi čas gledam, k kateremu se bolj nagiba vse skupaj. Torej, ogromno stvari nas čaka. Med drugim se vrača tudi bearish scenarij, tokrat v malce drugačni obliki, zato predlagam, da se kar potopimo v grafe. Pred sabo imamo Bitcoin dnevni graf, to je bil naš prejšnji bearish scenarij in tukaj bomo zdaj tudi odkrili novega. Kar sem dodal od nazadnje sta ti dve liniji, da mi ne rabi vsakič povečevati tega trikotnika. Kar se tiče trenutnega dogajanja pri Bitcoinu, ni nič kaj drastično novega, imamo konsolidacijo, zanimive so predvsem te svečke. Tale tukaj je kar slaba, imenuje se Gravestone Doji. Imena v slovenščini žal nisem našel, nakazuje pa preobrat v trendu. In potem imamo spet tole, ki nakazuje, da je bil padec zelo hitro pokupljen. Trenutno smo tudi prebili to mejo 55.300, tam nekje, kar je dober znak in kaže na nadaljevanje. Ampak ta dnevna svečka se mora še zaključiti. RSI je že skoraj da prekupljen, kar bo treba pač malček paziti, nam pa stokastik RSI še vedno nakazuje pozitivni momentum. Trenutne meje, ki jih pričakujem, so še vedno v tem rangu tam nekje med 57-58 tisoč, se pa glede na tole linijo tega našega trikotnika viša vsak dan. Torej, kje vidim jaz zdaj bearish scenarij? V prejšnjem videu sem omenil, da nam ta trikotnik, ta gramofon, ki je medvedji vzorec, še vedno predstavlja potencialno nevarnost. Kar mene zdaj najbolj skrbi, je pa tole. Tukaj bom povezal ti dve točki. In če upoštevamo še zgornjo linijo tega našega trikotnika, dobimo ven ogromen naraščajoči klin oziroma rising wedge, medvedji vzorec. Zaenkrat mislim, da bo vse ok, če ob naslednjem popravku, ki se bliža, obdržimo mejo 53.000 ali pa vsaj psihološko mejo 50.000. Če izgubimo ti dve meji in se srečamo s to linijo, to bo potem že 1, 2, tretje srečanje, kar pomeni, da lahko pride do preboja. Biki bodo tako morali biti še bolj odločni, da se končno znebimo tega gramofonskega trikotnika. To je tudi Bitcoin dnevni graf in naš bullish scenarij, kjer spremljamo bikovski vzorec skodelice z ročajem oziroma cup and handle. Cel internet je zdaj poln tega vzorca, no, mi ga spremljamo že kar dober mesec. Tukaj se ni nič kaj drastičnega spremenilo, še vedno pričakujem odboj od nekje 58.000, senca lahko doseže tudi 60.000, seveda, na to pa popravek do 53.000, lahko tudi 50.000, da potrdimo podporo in na to odboj nazaj gor. Graf denarnic z več kot 1000 bitcoini in moram kar takoj reči, da mi ni najbolj všeč. Tukaj imamo očitno ene par kitov, ki se radi poigravajo. Tukaj vidimo, da je prišlo do vzpona, ampak čim smo prišli do 51.000, so začeli prodajati. Vedno bolj imam občutek, da če bo bull run še naprej, bomo pač šli sami, kar je sicer ok, ampak trg bo prežet z občutki in posledično bo tudi več volatilnosti. Altcoini pa kar stojijo. Gledamo dnevni graf tržne kapitalizacije altcoinov. Še vedno se borimo s to mejo 1300 bilijonov. Izgledalo je že, kot da smo jo osvojili, pa nas je spet potegnilo nazaj. Jaz sem še vedno pozitivno bikovski, RSI je
tudi na bikovski strani nad 50 in ima še kar nekaj prostora tukaj za rast. Vsekakor pa bomo morali ta graf v naslednjih dneh še kar konkretno spremljati. Še vedno je pa tukaj najbolj aktualen vzorec cup and handle oziroma skodelica z ročajem. Le tale vrh moramo prebiti. Dostikrat dobimo vprašanje, kdaj mislim, da se bo to zgodilo ali uno zgodilo, in odgovor na to je, da ne vem. In v bistvu odgovora na to ne ve nihče. In če slučajno srečate nekoga, ki to ve, samo bežte stran od njega. Resno, sem videl nekatere, ki celo datumsko napovedujejo. Od takih samo stran. Poleg tega pa se tukaj ne gre za napovedovanje, to si marsikdo napačno predstavlja. Tukaj se gre za predvidevanje. In kako že gre tisti rek? Sledi tistemu, ki išče resnico in dvomi v tistega, ki jo je našel. Kar poskušamo s tehnično analizo narediti, je najti najbolj mogoče opcije, ki se lahko zgodijo v prihodnosti. Nič ni sigurno, nikoli ni bilo in tudi nikoli ne bo. In ko smo že pri sledenju, vsekakor se vam bo splačalo slediti temu kanalu, saj redno spremljamo trenutno situacijo. Poleg tega pa bomo nazaj začeli analizirati tudi posamične altcoine, če se bo ta bullish trend nadaljeval. Prvi na vrsti bo VeChain, ki sem ga obljubil že kar dolgo časa nazaj. Ne bo se splačalo zamuditi, zato je najboljše, da se naročite na kanal in obvezno nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu tudi takoj obvestil. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali v celoti, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Se strinjate z analizo, se ne strinjate, ste morda opazili še kaj drugega? Napišite mi spodaj pod komentarje, zelo jih bom vesel in z veseljem bom tudi podebatiral z vami. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. To bo to za danes, lep dan vam želim še naprej, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu. Ne pozabite se naročiti na kanal, da ga ne zamudite. Ciao.